Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si lahko ogledate akcija še 365 dni tudi v Slovenski Bistrici. Na Kočnem kmečke igre pod Kozolcem. Prvi šolski dan. Dan odprtih vrat društva Kreativna akademija. 27. podobe bistriških domačij. Slovesnost ob 20. obletnici 670. logističnega polka. Nogometaši Bistrice remizirali z Beltinci. Tudi letos bo Avto-Moto zveza Slovenije ob podpori Zavarovalnice Sava in v sodelovanju z lokalnimi avtomoto društvi izvedla akcijo še 365 dni. Z akcijo udeležencev prometu opozarjajo na bližajoč se začetek novega šolskega leta in obenem voznike opozarjajo, da je potrebno biti na prisotnost otrok v prometu pozoren vseh 365 dni v letu. V okviru omenjene akcije sta se maskoti AMZS, Anja in Marko, v petek ustavili tudi v Slovenski Bistrici. Občina Slovenska Bistrica v okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu vsako leto organizira varovanje šolskih poti. In sicer se varujejo šolske poti v Zgornji Lužnici, Zgornji Poskavi, Spodnji Poskavi, na Pragerskem in v mestu Slovenska Bistrica. Dejstvo je, da so otroci po počitnicah bolj razigrani in je treba biti pozoren na njih. Prav tako pa naši prostovoljci od Združenja šoferjev in avtomehanikov, pa tudi AMD in pa gasilci, torej peljejo otroke preko prehodov za pešce. Istočasno pa tudi opozarjajo voznike, da so otroci spet v šoli. Zdaj počitnice se zaključujejo in Anja, Marko in medvedek Leon so nas prišli pozdraviti, da povedo, da ni samo prvi šolski dan tisti, ko je treba biti pozoren na otroke, ampak celo leto, tako da vsem otrokom želim varno pot v šolo in varno pot domov, zdaj, ko se začne pouk. Medobčinski inšpektorat nedavstva dejansko skozi celotno šolsko leto sodelujemo pri izvajanju različnih aktivnosti. Predvsem že pred pričetkom šolskega leta smo se srečali z ostalimi, ki sodelujemo pri zagotavljanju varnosti. V teh dneh pa bomo prisotni predvsem v okolici osnovnih šol in vrtcev, kjer se pričakujejo novošolci. Tako da bomo pozorni na kršitve, predvsem na parkiranje na pločnikih, saj s tem vplivamo na prometno varnost vseh udeležencev. Tako da bi izkoristil to priliko in vsem želel obilo uspehov v šolskem letu, predvsem voznikom in udeležencem v cestnem prometu, pa prosim, da spoštujemo vsi prometne predpise in se ravnamo po njih, da bomo vsi varno prišli na cilj. Anji in Marko se je na Trgu Svobode pridružila tudi maskota, policist Leon. Tako kot vsako leto bomo izvajali skupaj z predstavniki lokalne skupnosti in pa raznimi društvi in pa vsemi prostovoljci bomo poostreno izvajali nadzor cestnega prometa. In ob tej priložnosti bi pozval vse udeležence v cestnem prometu, da spoštujejo cestno-prometne predpise, se bomo le na tak način nekako skupaj vsi doprinesli k prometni varnosti. Bodo pa naši policistke in policisti še dodatno prispevali k tej prometni varnosti. Mi v okviru projekta AMZS Slovenije vsako leto varujemo šolske prehode oziroma otroke na teh šolskih prehodih. Tako da v bistvu danes je en del tega projekta, ko nas obiščejo maskote Anja pa Marko in na ta način skušamo opozoriti vse udeležence v prometu na pričetek šole in da treba nekoliko bolj pozornost dajati tudi na te naše najmlajše udeležence v prometu. Kot pa sem že rekel, ostalo pa potem seveda ta teden, ki prihaja, potem v začetku šolskega leta, poleg seveda Združenja šoferjev in pa gasilcev tudi mi varujemo na določenih lokacijah otroke na poti v šolo. Na Kočnem na Poskavi so v nedeljo potekale kmečke igre pod Kozolcem. Na druženju, ki ga je pripravil Klub študentov Slovenska Bistrica, so se ekipe pomerile v različnih igrah. Več o poteku dogodka nam je povedal organizator Niko Mesarič. Na idejo kmečkih iger smo prišli zato, ker kot klub študentov organiziramo predvsem dogodke za študente. Zdaj kmečke igre pa so namenjene res vsem generacijam. Tudi bilo kdo, ki je zainteresiran, lahko sodeluje, tekmuje, navija.
in je bila to neka iztočnica, no, zakaj smo se za kmečke igre tudi odločili. Kaj pa boste počeli danes tukaj na teh kmečkih igrah? Ja, danes torej cilj je, da se imamo fajn, torej druženje, drugače ob samem druženju pa imamo potem 8 iger, v kateri bo danes tekmovalo 6 ekip. Zdaj igre so res preproste, torej namenjene vsem, naprimer tek s smučmi, torej da vsi naenkrat na istih smučeh tečejo, potem skakanje žaklji, hoja s hoduljami, sestavljanje kozolca, pač preproste, ampak igre, torej da se malo smejimo pa sodelujemo. Več o vzdušju in najljubših igrah je spregovorilo nekaj udeležencev. Zakaj si se udeležil današnjega dogodka oziroma kmečkih iger? Ja, član sem kluba študentov v Slovenski Bistrici, pa že lani sem bil tu, bilo je zanimivo, fajn, dobra družba, fine igre. Ker organizira moj prijatelj Niko, pa ker smo že lani bili, je bila ful fajn družba, pa ful fajn igre, tako da smo vedeli, da bo letos dobro. Kakšni so pa letošnji občutki? Do zdaj je bilo ful vreme, sicer je malo vroče, ampak se bo dalo potrpeti. V Sloveniji se za 84.000 dijakov in 192.774 učencev začenja novo šolsko leto, ki prinaša tudi nekatere novosti. Tako bo med drugim NPZ obvezen po vseh 3 letih in bo vplival na vpis v srednje šole, spremembe pa so tudi glede opravljanja mature. Število prvošolcev se zmanjšuje, tako je tudi v občini Slovenska Bistrica. Prvič šolske klopi obiskuje 250 prvošolcev oziroma 25 manj kot lani. Osnovnošolcev pa je v Sloveniji Bistriški občini skupaj 2565. In kako so prvi šolski dan pričakali na osnovni šoli Pohorskega odreda Slovenska Bistrica? Na naši šoli smo se zelo dobro pripravili na prihod vseh učencev po teh dolgih počitnicah. Maksimalno smo poskrbeli, da se bodo dobro počutili, da bodo imeli lep začetek šolskega leta. Velikih sprememb nismo uvajali, imamo pa 84 prvošolčkov, torej 68 na matični in pa 16 na podružnici. Na prvi šolski dan je šolske poti prehodila tudi delegacija Varnostnega sosveta občine Slovenska Bistrica. Na pot so se podali župan dr. Ivan Žagar, podžupan Žarko Furman, načelnik policijske postaje Slovenska Bistrica Robi Štrman, predsednik AMD Slovenska Bistrica Branko Hojnik, predsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov Slovenska Bistrica Jožef Frešer, predsednica Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Danica Sagadin Leskovar in vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva magister Robert Vrečko. Društvo Kreativna akademija je v torek, 3. septembra, v prostorih na Partizanski ulici 24 izvedlo dan odprtih vrat, na katerem je predstavilo številne rokodelske delavnice in tečaje, ki jih pripravljajo do konca leta. Mislim, da ljudje vedno bolj rabimo kreativnost, da izrazimo neke svoje potencijale, ki jih na drugačen način pač ne moremo. In iz tega je nastala ideja, da naredimo društvo, ki bo omogočalo in razvijalo marsikatero kreativnost, od rokodelstva do slikarstva, fotografije, slikanja, tudi novinarstvo oziroma pisanje, na vse zadnje lahko kreativno in še marsikaj drugega. Odprti smo, če ima kdo kakršnokoli idejo, kaj bi se dalo kot kreativno v našem društvu razviti, recimo kako zeliščarstvo. Vsak je dobrodošel, pa da naredimo eno super skupno zgodbo. Izvajalci so obiskovalcem predstavili vsako delavnico in tečaj, objavili pa so tudi urnike delavnic in tečajev. Jaz bi rekla, da je posebnost na to ravno v malih skupinah, da vsak pride do izraza, da se vsak najde, da mu mi pomagamo, da najde svoj potencial za hobi. Mogoče to tudi, da začne kaj konkretno in resno delati, pa si prej ni upal. Lahko pridejo mogoče že tisti, ki imajo ideje, da bi imeli delavnice, se vključijo v društvo, jih damo v urnike, mi dve pregledamo, če so primerne delavnice za kreativno akademijo in lahko imajo tudi svoje delavnice, svoje tečaje. Odprti smo za vso kreativo na vsem področju. Tako ste že videli, od kuhanja do slikanja, do
vse, kar je vmes. V Bistriškem gradu se je pretekli petek začela tradicionalna, že 27. prireditev podobe bistriških domačij, ki povezuje bistriško podeželje z mestom Slovenska Bistrica in je namenjena najširšemu krogu obiskovalcev. Tudi letošnje dogajanje je zelo pestro. Tudi letos je k pripravi in izvedbi tega dogodka pristopilo ogromno deležnikov, ki se jim lahko tudi na tem mestu zahvalim. Tako to velja za kmetijsko svetovalno službo, kmetijsko-gozdarski zavod, poleg tega rokodelci, medobčinsko turistično zvezo, turistično društvo. Letos seveda 100-letnica čebelarskega društva so zraven udeleženi tudi oni. Kar se tiče samih vsebin, se pravi tudi letos gre za dvodnevni dogodek, petek, bolj strokovno usmerjen strokovni posvet, tudi potem podelitev za nagrajene kruhe potice in ognjiščne potice, sobota pa v Grajskem parku, kot rečeno, predstavitev društev, rokodelski praznik, kuhanje jedi iz kotlička, čebelarji se predstavijo, turistična društva in vsi ostali prej našteti se predstavijo, tako da zopet gre za eno pestro mešanico vsega, kar se dogaja, tako kot rečemo, na našem podeželju, saj se s podobami nekako podeželje predstavi v mestu. Precej pozornosti je znova pritegnila razstava nagrajenih kruhov, potic in ognjiščnih potic. Nagrajencem so podelili tudi priznanja. Ja, moram reči, da letos kar je bil dober odziv naših članic in vseh teh društev, ki so pač vključena v to ocenjevanje. Da je 51 izdelkov prišlo na ocenjevanje in vsi so bili dobro ocenjeni, tako da so dejansko tudi vsi razstavljeni. In seveda so gledalci vabljeni, oziroma so bili vabljeni, da so si ogledali te dobrote, ki jih pripravljajo vsako leto naše članice in seveda tudi okusili so lahko tule te dobrote, manjša degustacija tudi v razstavnem prostoru, tako da je bilo poskrbljeno za vse. Na dvodnevni prireditvi podobe bistriških domačij zelo dejavno sodeluje tudi Center domačih in umetnostnih obrti Slovenska Bistrica. Ja, tudi letos sodelujemo v bistvu z dvema dogodkoma. Prvi je 6. festival Keramikart, ki se je že pričel in danes so z nami bistriški osnovnošolci, ki ustvarjajo z glino na delavnicah. Predstavili smo jim center, zdaj pa bodo tudi sami malo preizkusili, potipali glino in si ustvarili svoje prve izdelke. Potem popoldan pa bomo nadaljevali z delavnicami v okviru projekta Od materije do oblike, ki ga letos izvajamo v sodelovanju z društvom Majolika. Pridružil se nam bo tudi tradicionalni lončar Saša Žuman in v bistvu danes bo tematika predelava gline, tudi nabrali bomo nekaj vzorcev iz lokalnega okolja in jih poskušali pripraviti za obdelavo, tako da bo zelo zanimivo. Drugi dan prireditve podobe bistriških domačij je bilo še posebej pestro na parkirišču pri parku. Obiskovalci so si lahko ogledali predstavitve starih običajev in obrti, turističnih in kmetijskih društev. Dogajanje so tudi popestrili z njihovimi igrami. Ogledali so si lahko tudi predstavitev čebelarskega društva Slovenska Bistrica ob 100. letnici društva. V letošnjem letu praznujemo 100. obletnico. 100 let je, odkar je bilo na Črešnovcu so bili ustanovljeni zametki našega društva. Skozi vse leto se dejansko intenzivno pripravljamo na osrednji dogodek, ki bo naslednji teden 14.9. na našem čebelarskem centru na Zgornji Bistrici. Za ta dogodek dejansko odpiramo veliko novo pridobitev v našem društvu in sicer nov vzrejni apiterapevtski čebeljak, v katerem bomo lahko čebelari, apiterapevti izvajali zdravljenje s pomočjo čebeljih pridelkov, dejansko izobraževali, ozaveščali ljudi o pozitivnih učinkih čebeljih pridelkov na naše zdravje. To je ena velika stvar. Naslednja stvar je tudi, da bomo razvili nov čebelarski prapor. In sicer star čebelarski prapor je že dotrajan, tako da smo se odločili, da dejansko razvijemo novega in dejansko simbol, ki predstavlja čast društva, predstavimo tudi širši javnosti.
Prav tako smo ob 100. obletnici pripravili čebelarski zbornik in sicer v tem zborniku smo dejansko povzeli celotno zgodovino društva, kaj se je v društvu v preteklosti dogajalo, kakšne so nove pridobitve društva in kakšni so cilji za prihodnost. Pripravili smo nekaj promocijskega materijala za našo 100. obletnico, to so balončki, ki jih delimo otrokom, in pa na naši stojnici imamo posebno promocijo medu in sicer blagovne znamke Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, ki je dejansko med više kakovosti. Čebelarska zveza Slovenije je razvila to blagovno znamko z namenom, da zaščitimo med slovenskih čebelarjev in da dejansko potrošnikom, našim kupcem zagotovimo, da jejo zdrav domač med. Organizatorji so med drugim pripravili tudi zeliščarski dan. Jaz konkretno se predstavljam tukaj z naravnimi zeliščnimi mazili. Držim se načela, da je na kožo to, kar bi dal v usta, ker koža je naš največji organ, zato se mi zdi pomembno, kaj na kožo nanašamo. Tako da izdelujem mazila za vse težave, ki jih pač življenje prinaša, tako za bolečine, hemoroide, boleče utrujene noge, pekoče noge, pa tudi prehlade, pike insektov in pa tudi za nego kože, bi lahko rekla za pomladitev, ne. Izdelujem tudi razne čajne mešanice, drugače pa sem tukaj tudi v sklopu našega zeliščarskega društva Hermelika, ki pa imamo tukaj svojo stojnico in predstavljamo različna zelišča, tako da si lahko ljudje pogledajo, spoznavajo zelišča. Skupaj z zeliščarji smo naredili tudi en zeliščni eliksir z 14 različnih zelišč in to zelišče je v bistvu dobrodejno oziroma ta eliksir, nekako, da se ga uživa zjutraj, sproži krvni obtok po telesu, izboljša imunski sistem, tudi počisti organizem, tako da to ni nekako, bi rekla, čeprav je na alkoholni bazi, je moč zelišč pretvorila in dala svojo moč noter, ne? Tako da to je ena čudovita, bi rekla, tinktura, ki jo priporočam, da jo sprobajo, da jo pogledajo, da si jo tudi naredijo ali pa pri nas dobijo, ne? Tako da, ja, danes nas je tukaj kar veliko zeliščarjev, različne stvari ponujamo in pač želimo ljudem povedati, da so vse rešitve v naravi, da je narava naša najboljša zelena lekarna, da čim večkrat obiščejo svojo naravo in potem bo tudi počutje in zdravje boljše. 670. logistični polk Slovenske vojske letos praznuje 20. obletnico delovanja. Jubilej so obeležili pretekli ponedeljek s slovesnostjo na dvorišču Bistriškega gradu. Uvodoma je zbrane nagovorila poveljnica 670. logističnega polka, podpolkovnica Mojca Lah. Delovanje in zdržljivost enot Slovenske vojske, ohranjanje strokovnega znanja in razvoja prihodnosti ne bo mogoče doseči brez vas. Tukaj, brez tistih, ki bodo morali priti zraven in za vami.
Enote imamo omejen vpliv na pridobivanje kadra. Možnosti za izboljšanje, po mojem mnenju, pa imamo pri obsegu nalog in načrtovanju našega delovanja in logistične podpore. Želela bi si tudi kdaj več posluha odločevalca na naše predloge, ki za pripadnike enote lahko pomenijo ogromno. Res, težko je udejanjiti besede, da so ljudje najpomembnejši člen sodobnih organizacij, naših kolektivov, ampak to je nujno. To je naloga vseh nas, ki upravljamo vodstvene funkcije na vseh ravneh Slovenske vojske. 670. poveljniško-logistični bataljon takratni nastal iz logistične baze. Danes, 20 let kasneje, so pred nami ponovno večje organizacijske spremembe Slovenske vojske. Kako se bomo preoblikovali, ta trenutek ne vem. Slovenska vojska drugega takšnega polka nikoli ni imela in ga bo po mojem mnenju glede na obseg in omejitve tudi zelo težko vzpostavila. Na drugi strani pa menim, da logistična podpora Slovenske vojske nujno potrebuje strukturne, organizacijske in miselne spremembe na vseh ravneh. Verjamem, da bomo našli sinergijo vseh deležnikov, da bomo prilagodili strukture logističnih enot na način, ki bo optimalen in bo zagotavljal vzdržljivost enot Slovenske vojske doma in tujini, v vseh pogojih delovanja. Da bodo slišani tudi argumenti nas in vas, ki dnevno izvajate logistično podporo te vojske. Razmere v naši neposredni okoliščini to od nas zahtevajo. To pa od nas zahtevajo tudi naši predniki, ki so v ključnih momentih naše skupne zgodovine zbrali pogum in nekateri za domovino žrtvovali tudi svoje življenje. Slavnostni govornik je bil brigadir Boštjan Močnik, poveljnik sil Slovenske vojske. Slučajno sovpada 20. obletnica enote z obdobjem, ko sem kot nadpoveljnik čete bil na mednarodni operaciji in misiji in sem imel priložnost poslušati ob nekem srečanju finskega brigadnega generala, katerega bom povzel v 2 stavkih. Ko sem bil mlad, sem bil zagnan in verjel, da je pehotni vod vse. Minevala so leta in potem sem verjel, da je pehotni bataljon vse. In potem sem postal po 30 letih brigadni general in dojel, da je logistika vse. Tako nekako je res tudi v našem okolju. Marsikdo pred vami, ki ga danes ni več v postroju, v minulih 20 letih in pa danes vi veste, da ni aktivnosti, ni dogodka, niti v tujini, na vseh oblikah nalogah, tako mednarodnih vojaških vajah, mednarodnih operacijah in misijah, seveda tudi ni dogodka v Republiki Sloveniji. Pa lahko začnemo od vseh oblik vojaškega usposabljanja, podpore vojaških vaj, ali kot je bilo predhodno omenjeno, kar upravičeno pričakuje naši državljani in državljanke, da pomagamo ob ujmah in da pomagamo takoj. Kot enoti vam želim, da v naslednje 3. desetletje odnesete s seboj in predate tistim, ki se vam bodo v prihajajočih letih priključili, to, kar imate danes že urojeno v enoti. Čut za sočloveka, to, da ste trmasti in da se ne predate in kar je bilo predhodno povedano in ker veliko od vas osebno tudi poznam, da pomagate drug drugim in da se pač v tej svoji borbi ob vsakodnevnem delu ne predajate. Nihče ni nikoli trdil, da je logistika lahka. Ni. Logistika je zahtevna. Tako da iskrene čestitke, s ponosno dvignjeno glavo vam želim, da opravljate delo še naprej. Hvala lepa. Na prireditvi so podelili tudi priznanja 670. logističnega polka. Plaketo za naj vojaka za leto 2023 je prejel desetnik Mitja Smogavec, naj podčastnik lanskega leta pa je štabni vodnik Aleksander Papotnik. Nogometaši Ketijemi in Polbistrice so v 4. krogu druge slovenske nogometne lige na domači zelenici pričakali neugodno enajsterico Beltincev. Beltinčani so tudi v tem obračunu pokazali, da so Bistričani kar ugodni tekmec za dosego pozitivnega rezultata. Ranjeni gostitelji, ki so bili samo z osvojeno točko na predzadnjem mestu po 3 krogih, so tokrat prišli do željene točke proti Beltincem.
Kljub temu, da so domači vodili z 2-1, pa so lahko s končnim rezultatom 2-2 in točko kar zadovoljni. Definitivno je bila težka tekma, Beltinci so močna ekipa, ne skrivajo ambicij, da bi šli na vrh, ampak mislim, da smo danes odigrali dobro tekmo, čvrsto, taktično dobro. Vseeno bi si želeli začeti zmagovati, mislim, da je to tudi naš cilj, da smo čim bližje vrhu. Favoritirani gostje v rumeno-modri športni opremi so v srečanju v Slovenski Bistrici imeli sebi v prid posej žoge in veliko število priložnosti. Vendar so domačega čuvaja mreže Lukasa Rjavška premagali samo 2-krat in na svoj konto zbira točk zapisali 7. prvenstveno točko in 4. mesto na lestvici po 4 odigranih krogih. Pričakovali smo 3 pike, ampak vseeno, vrnili smo se nazaj v igro po zaostanku 2-1 in ja, imeli smo šanse, škoda, da nismo zadeli, ampak gremo naprej. Niko Kasalo sicer ni zadev polno, vendar je svojo predstavo pokazal, da je odlična okrepitev. Prišel je iz prvoligaške Mure. Je pa v polno za goste zadev Stjepan Oštrek in to v 29. minuti za vodstvo gostov 0-1. Veselje gostov je hitro pokvaril prekršek v kazenskem prostoru gostov v 31. minuti in sodnik Alen Borošak je upravičeno pokazal na belo točko. Z 11 metrov je rezultat na 1-1 poravnal domači kapetan Jaša Martinčič. Svojo najboljšo predstavo je v bistriški zasedbi tokrat pokazal nadarjeni Marcos Tavares. Ta je v 38. minuti lepo našel Martinčiča, ki je za svojo ekipo dosegel drugi gol na tekmi. Vesel sem, da se lahko pomaga ekipi z asistenco. Zdaj še se ful dobro razumemo že od začetka, kar smo začeli prvič skupaj trenirati. Škoda, da ni bilo dovolj za 3 pike. Domači so v drugi del igre vstopili z golom prednosti, vendar so varovancem Damjana Gajserja dovolili, da so že v drugi minuti nadaljevanja zadeli v polno in tako poravnali na 2-2. Gola se je veselil Jura Štimac. Po izenačenju so gostje še bolj pritisnili proti golu domači, vendar številnih priložnosti niso izkoristili. 3 odličnih ni izkoristil Stjepan Oštrek in to v 50. minuti. Tako se je končalo v 70. minuti. In nato še v 88. minuti. Domači napadalec Marcos Tavares pa ni zadev. V 24. minuti, podobna zgodba v 54. minuti in nato še v 77. Dobra prvenstvena tekma se je torej končala z delitvijo točk. Bistričane pa v naslednjem krogu čaka vroče gostovanje v Grosuplju pri ekipi Brinja.